Izvoli, beseda je tvoja. Ja, hvala, Matej, lep pozdrav. Torej, samo trenutek, da jaz še zaženem prezentacijo. Mislim, da takole bo delovalo. Super, ja. Torej, mesto kratkih poti je tema, o kateri bom govoril danes. To je koncept, ki ni nov, ne? Nekako tisti, ki smo obiskovali šole za arhitekturo, urbanizem, geografijo, smo o tem poslušali že verjetno skozi ves čas šolanja, da je to nek koncept, kateremu je smiselno slediti. O tem se piše vsej zadnjih 50 let, govori, razmišlja, nekako splošno strinjanje ostaja, da to je prava smer, ampak nekako v prostoru pa vseeno se ne izraža v taki meri, kot bi si želeli. Današnja prezentacija nekako združuje rezultate oziroma vmesne rezultate dveh projektov. En projekt se je pred kratkim zaključil, financiran s strani Ministrstva za okolje in prostor, Mesto kratkih poti. Delno pa se navezuje, ker boste videli, da se temi zelo prepletata z drugim projektom, torej povezanosti urbanega razvoja z javnim prometom. Predvsem nas je pa zanimalo, kako ta dva koncepta bolje prenesti v slovenska mesta, torej, da bi v prihodnje lahko funkcionirali bolje. Zdaj mogoče samo kot izhodišče, kaj je spodbudilo ta dva projekta, predvsem nek ta boom v literaturi, ki se je zgodil kmalu po pričetku epidemije covida. Mislim, da so se stvari s Parizom dobro poklopile, že pred tem sta županja Anne Hidalgo in pa profesor na pariški Sorboni Carlos Moreno sta pripravila volilni program za drugi mandat te županske kandidatke oziroma županje, ki je bolj intenzivno promoviral ta koncept 15-minutnega mesta, in to je odzvanjalo v svetovni strokovni in tudi manj strokovni literaturi zelo močno, kot še posebej v kombinaciji z epidemijo, ko smo naenkrat nekako bili primorani, da več časa preživimo v nekih manjših območjih, ali so to občine, ali so to bile mestne četrti ponekod, in smo nekako bili tudi primorani, da iščemo vse mogoče storitve dejavnosti v tej neposredni bližini. Če pa gremo na sam koncept 15-minutnega mesta, oziroma zdaj na začetku bom jaz naredil en tak hiter pregled teh podobnih oziroma sorodnih konceptov, ki so odzvanjali, ki so bili posledica ali pa so ponovno dobili zagon s tem medijskim odzivom na ta koncept, torej ta izvirni 15-minutno mesto v Parizu nekako postavlja v osrčje to kratko dostopnost do ključnih storitev vseh prebivalcev. Izhaja iz tega izhodišča, da če bodo prebivalci izgubljali manj časa na teh dolgih vsakodnevnih poteh, bodo s tem porabili manj energije, s tem bodo nekako tudi imeli več časa za bolj koristne stvari, kot je to zapravljanje časa v samem prometu. Nekako je pa eno od izhodišč tudi, da če nam uspe vsaj delno zmanjšati potrebe po vsakodnevnem prometu prebivalcev, bo to vplivalo na to, koliko je tudi prostora potrebnega za prometne površine, in s tem bo mogoče sprostiti površine in jih nameniti nekim drugim dejavnostim, ki bodo prebivalcem zagotovile boljše bivanje. V osrčje koncepta avtor postavlja 4 neka taka področja. 2 oziroma 3 od teh področij so klasične, to je neke prostorsko-načrtovalske, od gostote, raznolikosti, bližine, dodaja pa tudi digitalizacijo, o kateri smo danes že slišali strani Glena, torej digitalizacija kot eden od teh
novih elementov v mestu kratkih poti, ki lahko na novo postavi razmere in pomaga izboljšati delovanje oziroma dati nov zagon temu sistemu. Mogoče, če še samo izpostavim par področji, ki jih avtor nekako vpleta v ta svoj koncept in so zanimiva za nas. Eno od teh področji je pač razmišljanje ne samo o načrtovanju prostora, ne samo o tem prostorskem načrtovanju, ampak nekem močnem poudarku dimenzije časa, torej že ta naslov 15-minutno, ne vem, 1000-metrsko mesto, ampak 15-minutno, torej dimenzija 15 minut kot neka taka časovna dimenzija sprejemljivosti za vsakodnevne poti, pa tudi nekako čas kot dodaten element načrtovanja prostora skozi te dnevne cikle, torej da ne načrtujemo prostorov, ki so uporabni samo del dneva, da so recimo samo aktivni 8 ur na dan, ampak če želimo nekako kompaktno načrtovati mesto, moramo to dimenzijo časa vključiti in zagotoviti 16, če ne 24-urno aktivnost ključnih prostorov v mestu. On to imenuje multimodalna raba prostora, zdaj nekaka večkratna poraba, zgoščevanje skozi uporabo časa, ne samo prostora. Zelo podoben koncept se je potem tudi v literaturi začel bolj intenzivno pojavljati kot odziv na to, je Melbournov koncept 20-minutne soseske, ki je pa v resnici bistveno starejši. Melbourne je o tej 20-minutni soseski oziroma o teh lokalnih središčih, ki zagotavljajo 20-minutno dostopnost prebivalcev do vseh ključnih programov, razvijal že prej. Neke prve študije so se pojavljale že leta 2010, so pa skozi te aktivnosti 15-minutnega mesta in lockdownov oziroma nekih drugih omejitev zaradi epidemije dobile nov zagon in tudi koncept je dobil nova financiranja in nova sredstva za neke pilotne primere teh sosesk. Če samo na hitro neke ključne lastnosti teh melbourneskih lokalnih središč omenim, torej zasnovali so več različnih tipov lokalnih središč, torej niso vsa lokalna središča enaka, nekatera so za neko splošno javnost in splošne storitve, druga so bolj specializirana. Temeljijo pa na tem, da je v bistvu Melbourne kot večina nekih teh metropol nastala z razraščanjem oziroma zaraščanjem, preraščanjem večjih prej že delujočih lokalnih skupnosti, predvsem ta angleško govoreči prostor govori o tako imenovanih high streets, torej nekih ne točkah, ampak nekih ulicah, ki delujejo kot lokalna središča in so pač v zadnjih 3-4 desetletjih izgubila svoj pomen, svojo vlogo zaradi gradnje nakupovalnih središč na robu mesta. Torej, nekako se je to življenje črpalo iz teh glavnih ulic na obrobje, kar pa je nekaj, kar je značilno tudi za našo urbano okolje in mislim, da lahko marsikaj zanimivega tudi od tega koncepta bi lahko prenesli v naš prostor. Če nadaljujemo, eden podobnih konceptov je tudi že starejši, torej ti superbloki španski, ta primer je z Barcelone, kjer so najprej pričeli s tem razmišljanjem, torej nekako preurejanje javnega prostora oziroma preurejanje prometnega sistema za izboljševanje pogojev za razvoj javnega prostora in s tem za neko krepitev lokalnih skupnosti, lokalne ekonomije, skozi izboljšanje prometne situacije, skozi umirjanje prometa, izločanje
tranzitnega prometa iz določenih ulic in nekako izboljševanje celotnega okolja. Tudi ta koncept se je pričel nekako pred korono, pred temi zaporami, ampak se spodbudil oziroma pospešil skozi te ovire, ki so se pojavile. Tole so primeri enega od teh superblokov. Poznamo te španske primere, ki so se razvili na podlagi Barcelone, ki nekako so testirali te preureditve v bolj nekih teh organsko oraščenih mestih, z ne tako nekako striktno, horizontalno oziroma pravokotno strukturo ulične mreže in delujejo enako dobro. Torej, s tem, ko se izloča tranzitni promet, ko se umirja območje, so vzpostavljeni pogoji, da se okrepi lokalno ekonomija, storitve, javni prostor in nekako tudi omogoči prebivalcem, da več teh storitev opravijo lokalno. Nekako se premikamo navzdol po intenzivnosti teh ureditev. Naslednji primer je iz Milana, oziroma tudi vrsta drugih italijanskih mest je neke podobne aktivnosti izvedla. Vemo, da so načrti za preureditve ulic bili prisotni, mogoče zadnjih 10 let, 15 let, kjer se je načrtovalo omejevanje motornega prometa, ampak nekako nikoli ni bil pravi čas, nikoli ni bilo politične volje, da se stvari izvedejo, ampak ob epidemiji je mnogo mest začutilo to priložnost, da se ti načrti uresničijo, da se prične urejati najprej začasne ureditve, začasne kolesarske povezave, začasne možnosti za rekreacijo oziroma gibanje v neposredni bližini bivališča. Vemo, da so italijanska mesta bila še posebej na udaru zaradi zelo hude prve izkušnje z epidemijo in je nekako tudi potem bilo skozi to več možnosti za preureditve in mnogo od teh preureditev danes ostaja stalnih. Torej, omenil sem, to je primer Milana, poznamo tudi primere iz Rima, Barija in drugih mest, ki so uspele nekako ta zagon izkoristiti za realizacijo načrtov, ki so prej obstajali in ki bistveno izboljšujejo dostopnost do različnih storitev prebivalcev v lokalnem okolju. In če se zdaj preselimo še na to najmanjše merilo, na mikrolokacijo, to je švedski primer, kjer imenuje se celo enominutno mesto ta iniciativa, kjer je bil razpisan državni razpis za mesta, ki lahko na podlagi ugotovljenih nekih malih pomanjkljivosti so pridobila sredstva za te preureditve uličnega prostora v neke parke, v neke sisteme za izposoje koles in podobno. Torej, neke storitve, ki so manjkale v določenem območju, omogočajo zdaj enominutno dostopnost do nekih programov, za katere se prej ni našlo prostora in skozi to potem se izboljšuje situacija za prebivalce. Pripravili smo nek pregled, katere teme se nekako prepletajo v večini od teh pristopov in ureditev in te teme lahko nekako razporedimo v več skupin. Nekatera ta področja so taka klasično prostorsko načrtovalska, od neke krepitve lokalnih središč ali izboljšav javnega prostora. Drugo veliko področje so razmeroma poznane te ureditve oziroma ukrepi prometnega načrtovanja, ki jih tudi poznamo iz naše prakse, od vzpostavljanja vozlišč za javni promet, vzpostavljanja prestopnih točk ali pa nekih drugih spodbud za aktivno mobilnost.
Se pa pojavlja tudi vrsta nekih drugih tem, ki to dopolnjujejo in so mogoče tudi lahko neko srce teh sprememb, ne. Zelo pogosto gre za zelo aktivno vključevanje javnosti in pa deležnikov v načrtovanje ali izvedbo teh aktivnosti. Zelo pogosto gre za podporo krepitvi lokalne ekonomije, gre pa še za vrsto drugih tem, kot je na primer spodbujanje multikulturnosti v območjih ali, kot sem že prej omenil, digitalizacije programov. Ampak tudi ta področja, ki jih nekako poznamo z prostorskega in prometnega načrtovanja, dobivajo skozi koncepte neke nove poudarke in na hitro bom šel skozi te ključne poudarke. Eno je gostota, ne, gostota kot nek ključen element, da je v zadostni bližini za hojo dovolj programov, dovolj prebivalcev, ki te programe lahko nekako utemeljijo oziroma dovolj ekonomsko podpirajo, da lahko preživijo. In tu jaz mislim, da je še vrsta področij, ki jih mi niti ne spremljamo, kaj šele, da bi jih skušali regulirati. Recimo klasična gostota gradnje, ki se pojavlja v prostorskih načrtih, verjetno ne zadostuje, ker tu nas zanima gostota prebivalcev, gostota delovnih mest, gostota programov, ki so na voljo v določenem območju, mogoče celo pestrost teh programov, tako da v tej smeri bo sigurno potrebno v prihodnje razvijati tako kazalce, kot potem tudi neke usmeritve, kako spodbujati neko pravo gostoto, verjetno nekoliko višjo, kot jo poznamo zdaj, ampak še vseeno na način, da bodo stvari delovale dobro in brez konfliktov. Drugo področje je mešanje rab. Tudi to je nekako pri nas uveljavljeno, to osnovno mešanje rab, tudi v okviru recimo namenske rabe prostora v prostorskih aktih, ampak nekako bo tudi tu treba to mešanje rab dvigniti na višjo raven, torej ne samo omogočati mešanje rab, ampak ga zagotoviti s samim prostorskim načrtovanjem. Spet imam tu primer Asperna, ki smo ga v okviru tega niza predavanj že večkrat omenjali kot neko dobro načrtovano območje z odlično dostopnostjo, z javnim prometom, z odličnimi razmerami za prebivalce, ampak mogoče nismo poudarili še tega dejstva, da je pri Aspernu šlo za zelo aktivno in intenzivno dopolnjevanje različnih rab, torej da prebivalci tu ne samo bivajo, ampak da je ta celoten vzhoden del območja bil načrtovan kot neko poslovno območje z možnostjo nekih teh lahkih industrij, z nekimi inovativnimi obrati, ki so bila načrtovana, podjetja so bila aktivno spodbujana, da pridejo na ta območja, da so torej delovna mesta zagotovljena v sami neposredni bližini prebivalcev in da se to med seboj dopolnjuje kot neko celovito, enovito območje, kjer je možno v kratkih razdaljah živeti in delati. Naslednja neka tema je ta multimodalna raba prostora, nekako sem jo že omenil, torej kako zagotoviti, da mestna območja niso uporabljena samo skozi nekaj ur na dan, samo skozi delovni dan, ampak da so aktivna skozi ves dan. Zdaj, Carlos Moreno tu navaja par primerov od uporabe javnega prostora, nekih knjižnic za razstave, za dogodke. Poznamo tudi primere, recimo, kjer v Sloveniji dobro funkcionira, na primer raba telovadnic tudi v popoldanskem času, ampak tu je še vrsta področij, kako
ki bi jih morali aktivirati. Tu je zdaj težava, sigurno, da je to načrtovanje mora vključevati nekako te lastnike oziroma upravljavce objektov, ki nekako niso vedno zavezani sodelovanju z lokalno skupnostjo, ki načrtuje, ampak vseeno neko aktivno načrtovanje bi moralo vključevati tudi to dimenzijo nekega kombiniranih rab skozi dan. Ključen element, ki se pojavlja skozi vse te pristope, torej tudi ta uravnotežen prometni sistem, poudarek na hoji, poudarek tudi na kolesarjenju. Tu praktično ne bi izgubljal preveč besed, ker nekako smo o tej temi še največ govorili, ne pa o vseh ostalih nekih posledicah, ki prihajajo iz tega dejstva, da ko promet omejimo, ko ga umirimo, se naenkrat pojavi možnost za bistveno bolj človeku, prebivalcu prijazne rabo površin, ki jih je prej zasedel promet. Razvoj lokalnih središč in ekonomije, torej to je neka taka vodilna tema, ki se pojavlja, torej da se ni potrebno prebivalcem več zanašati na velika nakupovalna središča na robu mest, na delovna mesta v poslovnih conah, ki so spet izolirana in koncentrirana na določenem območju. Torej, kako aktivno razvijati lokalna središča, kako aktivno razvijati lokalno ekonomijo. Zdaj, na tem področju je tudi pri nas že bilo marsikaj narejeno, naprimer Ljubljana je ob pripravi prostorskega načrta pred več kot 10 leti že skušala ugotoviti opremljenost svojih lokalnih središč in verjamem, da tudi večina ostalih občin nekako pozna stanje in morebitne primanjkljaje lokalnih središč, ki jih bo potrebno opremiti z manjkujočimi programi, ampak to je nekako ta tema, ki bomo morali v prihodnje namenjati pozornost in najti načine, kako tudi programe, ki nekako so že bili prisotni v območjih in potem odstranjeni zaradi teh zunanjih faktorjev, vrniti v ta območja. O digitalizaciji smo že precej govorili danes. Glen jo omenja kot enega od 3 ključnih stebrov. Skozi te razprave, ki smo jih imeli v okviru projekta, na katerem sodelujemo, bi jaz poudaril samo nek element digitalizacije, o katerem smo se precej pogovarjali. Torej, če smo nekako razumeli pred leti digitalizacijo kot neko to vez s svetom, ki nam omogoča dostop do globalnih trgov, do možnosti dela na daljavo za mednarodna podjetja ali pa nakupovanje v vseh mogočih spletnih trgovinah, tako z Kitajske, Amerike, kjerkoli po svetu. Se je ta digitalizacija v času korona krize izkazala tudi kot neko orodje za boljše komuniciranje na zelo lokalni ravni. In tu je velik potencial, torej za neko povezovanje med lokalnimi ponudniki in uporabniki, recimo prehrane oziroma nekih drugih dobrin, ki se proizvajajo oziroma pridobivajo lokalno in jih je potem samo preko informacij lažje dobiti lokalno. Torej, ta možnost krepitve lokalne skupnosti kot skozi digitalizacijo verjetno še ni popolnoma izkoriščena. Pa mogoče eden od zadnjih teh elementov je normalizacija koncepta, tudi o tem govori Carlos Moreno, torej da
ko bomo te principe razumeli in jih skušali aktivno aplicirati na naša mesta, da jih ne apliciramo samo na mestna središča, samo na neke ekskluzivne lokacije, ki jim potem bistveno izboljšamo dostopnost do vseh storitev, ampak da nekako to postane pristop k načrtovanju vse urbanizacije, ne, torej svari pred tem, da če bomo samo določene na območja na ta način razvijali, bomo, kot smo že priča, bodo ta območja postala bolj zaželjena, s tem dražja in težje dostopna za splošno populacijo. Tako da nekako je ključno zagotoviti, da se koncept dobre dostopnosti uvaja v vsa, ne samo neka ta središčna območja. To je primer iz ene analize iz Združenih držav, kjer so ugotavljali dostopnost do različnih storitev in ugotovili, da sta 2 točki v mestu oziroma 2 območji z dobro, vse ostalo pa je razmeroma slabo dostopno. Potem je kot nek zadnji element oziroma kot bi moral biti prvi, je ta dostopnost do osnovne oskrbe. Te grafi osnovne oskrbe so prisotni v teoriji načrtovanja praktično skozi vso zgodovino, torej osnovna oskrba prebivalcev je znana, kar pa je tu pomembno je, da nekako lokalne skupnosti, občine v Sloveniji nekako so izgubile možnost tako načrtovanja, praktično pa tudi podajanja pobud za umeščanje in upravljanje večine od teh storitev, nekako ohranjajo možnost načrtovanja osnovnega izobraževanja, osnovnih zdravstvenih storitev, vse ostalo pa je danes praktično prepuščeno ali trgu ali nekim zasebnim izvajalcem, ki se sicer dogovarjajo z občino, da bi pa lahko občina to aktivno načrtovala in zahtevala, pa ni mogoče. In zato nekako se kaže, da bo tudi tu treba najti načine, da občine pritegnejo te ponudnike storitev, izvajalce, oziroma jih skušajo usmerjati, aktivno usmerjati skozi svoje načrte, da svoje storitve zagotovijo vsaj v nekem osnovnem obsegu, kjer bi bilo najbolj koristno za lokalno skupnost, torej v nekem koncentriranem območju z ostalimi podobnimi storitvami. Če se potem preselimo na nekoliko to širšo raven, torej če nam ta osnovna raven mesta kratkih poti, če bi nam jo uspelo zagnati, nekako zagotoviti osnovno dostopnost do programov, vseh teh osnovnih programov, nam potem v tem širšem območju vseeno moramo zagotoviti nekako povezljivost s širšim prostorom, torej s pomočjo javnega prometa. In tu smo pregledovali različne pristope tako imenovanega urbanega razvoja usmerjenega z JPP oziroma Transit Oriented Development, kot je izvirni angleški izraz, torej kako usmerjati urbanizacijo na podlagi dostopnosti z JPP. Nekako v literaturi je dolgo že prisoten ta koncept, imamo vrsto držav, mogoče skandinavskih, zahodnoevropskih, ki so to že praktično od 50-60 let spretno vklapljale v prostorsko načrtovanje in je nekako to postalo sestavni del, o katerem se praktično več ne govori, ker je to neko osnovno razmišljanje, okrog katerega načrtovanje poteka. Po drugi strani je koncept dobil nov zagon pred 10-15 leti v
Južni Ameriki, Srednji Ameriki, tudi v Severni Ameriki in pa v azijskih mestih, kjer so začeli ob močnih koridorjih javnega prometa zgoščevati urbano tkivo. In tako so nastali tudi predvsem na podlagi teh novejših primerov priročniki, kako ta koncept implementirati. Osnova je seveda močen koridor javnega prometa s hitrimi povezavami, ki omogočajo, da prebivalci se hitro premikajo učinkovito in omogoča tudi to, da je dovolj prebivalcev ob teh koridorjih, ki vzdržujejo oziroma uporabljajo ta sistem, da lahko ekonomsko dobro deluje. To dopolnjuje mreža dobrih povezav za pešce in kolesarje, kjer se nekako prekrivamo s konceptom mesta kratkih poti, torej od postajališča do prebivališč, do delovnih mest, do različnih programov, visoko kakovostne povezave za pešce in kolesarje. Zgoščevanje, ki smo ga omenjali, torej ob teh koridorjih je potem smiselno zgoščevati prebivalstvo, da lahko javni promet oziroma ostali programi, ki se na to navezujejo, učinkovito delujejo. Mešanje rab, ki sem ga že tudi omenil, torej mešanje rab, ki zagotavlja to pestrost različnih programov za prebivalce in omogoča upravljanje vseh ključnih storitev. To so neke usmeritve, zdaj pa si bom zelo na hitro pogledali še, kako pa je to implementirano v praksi pri načrtovanju na primeru Švice. Torej od najmanjšega merila, od merila nekega novega razvojnega območja se načrtuje za dostopnost. Vidimo, da se javni promet oziroma postajališča, koridorji so ključni elementi zasnove lokacije in tudi intenzivnost uporabe lokacije se načrtuje na podlagi dostopnosti do nje z javnim prometom. Prejšnja karta izhaja iz te širše, kjer se tako na podlagi celotnih občin ali pa mogoče bolj zgoščenih mest pripravljajo karte dostopnosti, ki nam govorijo, kje v mestih je potrebno, kje je smiselno zgoščanje, kje je javni promet že dovolj dober za število aktivnosti, ki se dogajajo, ali bodo nova razvojna območja lahko se dobro navezovala na javni promet ali ne, in kje praktično ne moramo nekih novih razvojnih območij načrtovati, ker tam dostopnost z javnim prometom ni dovolj dobra. In če spet naprej zoomiramo navzven, se ta območja zgoščevanja oziroma dobre dostopnosti nizajo ob koridorje javnega prometa v širšem prostoru, recimo na primeru regije in pa tudi na primeru kantona, torej to je že skoraj merilo države za primer Slovenije, torej to niso avtocestni koridorji, ampak koridorji javnega prometa, ki nekako odražajo, kam se koncentrira nov razvoj, kam se umeščajo novi programi, kam se umešča nova stanovanjska območja. Torej, primer iz Švice nekako povzema vse te ključne poudarke, ki se na tem mikronivoju nanašajo na elemente, ki smo jih prej videli v primeru pregleda pristopov k mestu kratkih poti, s tem, da se vse to nekako navezuje na sistem dobrega in učinkovitega, hitrega javnega prometa in zgoščanja teh posameznih območij ob njegovih linijah. Zdaj, če si za konec pogledamo še neke specifike slovenskih mest, za Slovenijo velja, da so mesta razmeroma majhna do srednje velika, in če nekako skušamo te koncepte, recimo 15-minutne peš dostopnosti nanesti na naša mesta, vidimo, da
praktično v 15 minutah v večini primerov slovenskih srednje velikih mest to območje zavzema večino nekega tega ožjega dela mesta, včasih pa že tudi del zaledja. Tako da verjetno v 15 minutah če bi izračunavali dostopnost v Sloveniji, bi dobili zelo dobre rezultate, so slovenska mesta že dobro dostopna. Treba je pa to soočiti s tem, da v Sloveniji marsikdo ni pripravljen 15 minut hoditi do trgovine oziroma do nekih drugih osnovnih dejavnosti in bi bilo zato verjetno smiselno razmišljati o krajših radijih. Tradicionalno so slovenska mesta Slovenska mesta so tradicionalno prilagojena hoji, pozno smo dobili neko to dostopnost do osebnega avtomobila, zato so nekako vsa ta historična jedra praktično razmeroma majhna, dobro dostopna peš. Tudi te povojne soseske so večinoma vsaj delno, če ne popolnoma, upoštevale te elemente dostopnosti peš, kakor tudi z javnim prometom in nekako kot edina ovira, jaz vidim to urbanizacijo zadnjih 30 let, ki je res temeljila predvsem na dostopnosti z osebnim avtomobilom, tako na zasnovi sosesk, kakor tudi na umeščanju, ki je bilo pogosto nekako usmerjeno z dobro dostopnostjo na avtocesto namesto na javni promet. Tako da neke te osnove za prenos teh konceptov so sigurno v Sloveniji dobre in bi jih z aktivnim načrtovanjem v tej smeri morali biti sposobni bolje implementirati. Zdaj, sama koncepta, kot smo videli, se zelo dobro dopolnjujeta in omogočata nek tak celovit model razvoja od malega merila, od merila soseske mestnega območja pa do regionalnega načrtovanja. Je pa tu velik izziv, ki se izkazuje, da bi za njuno implementacijo bilo potrebno okrepiti načrtovanje oziroma razmišljanje preko sektorjev. Govorili smo o integraciji prometnega in prostorskega načrtovanja, verjetno je bilo treba tu povezati še druge teme in nekako najti načine, da občine razvijajo neke svoje razvojne vizije oziroma strategije, ki presegajo prostorsko in prometno načrtovanje, ampak nekako celovito usmerjajo razvoj tako naselij, poselitve kot vseh ostalih aktivnosti. In zato smatramo, da trenutno občine nimajo orodij, nimajo pristojnosti, verjetno v veliki meri tudi pogosto ni te širine znanj, ki bi omogočale tako načrtovanje. Zdaj, priložnost za to vidimo v močnejšem povezovanju med celostnimi prometnimi strategijami in prostorskimi načrti in ostalimi razvojnimi dokumenti občine, ampak v praksi vidimo na tem področju kar precej izzivov. Mogoče se bo s pripravo regionalnih prostorskih načrtov in celostnih prometnih strategij dalo katere od teh dilem nasloviti, ampak mislim, da je dela še dovolj in da bo v naslednjih letih še kar zanimivo, če bomo to želeli prenesti v prakso.